Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Danes je z nami težko pričakovan Jack in the Box. Komaj kaj smo ga dobili, ampak vi ste hoteli intervju z njim in intervju smo vala zrihtali, teda jaz sem ful vesel. Drugače, Jaka, kak si kaj? Zdravo, lej, jaz sem super, jaz sem pripravljen, da mi ti daš čim več vprašanj in da jaz odgovorim. Prvo vprašanje je postavil Lil Suba 96. Zakaj si začel z YouTubeom? Ok, zdaj ti bom povedal, kako se je to vse skupaj začelo. Enkrat smo s prijateljem posnela en taki vlog, mali filmček, imenovalo se je Jaka in Anel na počitnicah. Glej, prvo kot prvo, mi smo se imela odlično, ko smo to snemala, se ogromno nasmejala, kar nekaj ogledov je dobilo, cela šola je to pol videla, ne, vala se delali norca, ampak glej, to me ni vstavilo. Fajn mi je bilo to snemat in sem pol še en video posnel, pa še en video, pa še en video. In tako smo zdaj, ne, 26 000 naročnikov in samo snemamo videe, ne. Ampak to je neke vrste moj hobi, zaradi tega pač snemam. Zanimiv odgovor, zanimivo vprašanje. Ines Kropič pa sprašuje, kako se počutiš v vlogi youtuberja? No, seveda nekaj razlik je, ne, ko včasih hodim po ulicah Maribora ali pa grem nekam na kupovalni center, se ne vem, folk včasih pride slikat k meni, na primer s tabo se ziher doben ne slika, ne. Dej, vse si cool pa to, ampak veš kaj mislim? Sorry. In mogoče to je edina razlika, da se z mano mogoče slikal, kar je ful coolsko, ne. Ampak mislim, da smo vsi enaki. Ok, vsi vemo, kaj je to, ne. In vprašanje je postavil Mitja Bela, kako dolgo igraš Fortnite na dan? Ok, gledaj, Mitja, to ni na dan, ne. Jaz to igram med vikendi, pa takrat, ko nimam ocen, pa takrat, ko ni šole. Drugač pa med vikendi, ne vem, oziroma ložen, kako sem se pa zdaj zlagal, v petek še igram. Ne, to je tak 3 urce pa pol zvečer, med vikendi mogoče malo več, ampak tak, koliko so moji prijatelji, pa koliko se mi da. Naslednje vprašanje je zastavila Alina. Boš imel dan kaki meet and greet v Mariboru? Ker jaz komaj čakam. Veš kaj, tudi meni se že malo lušta, ker bi vas rad videl, pa se spet malo podružimo, tako smo se v Mariboxu, ker je bilo res noro. Tako da, če mene vprašaš, bi lahko začel planirati kaki meet and greet, Samo mi povejte, kje? Alja Muca sprašuje, kakšni so tvoji občutki, ko pridejo mali otroci k tebi, da se bi slikali ali imeli podpis? Ok, Muca, poslušaj. Glej, jaz imam ful rad, da prijete k meni, ono res rad, ker zdaj si pa ti predstavljaj, da jaz vidim nekega mojega idola, pa da idem do njega, pa se hočem slikati z njim in mi reče ne. Kako se bi ti počutil? In se vedno to predstavljam in se z velikim veseljem slikam, z velikim veseljem da vam podpise, tako da ne grizem, pridite k meni. Če pa me več ne vidite, ne, pa sem v reviji Cool, drugače v tej reviji Cool. Lej doma svoj poster noter, lej doma svoj poster. Jack in the Box, ne ti, ampak jaz imam svoj poster noter. Tako da, če me ne vidiš, me lahko imaš vsak dan na steni in me poljubiš na čelo, na popek, bilo kam hočeš. Ok? Tako zgleda, če hočeš imeti mene go na steni, si ji nabaviti, ne? Pa še nekaj, kdo me je slikal za ta poster? Slikal me je moj sošolec Etijan, tu je tudi par klipov, ko sem ti jih poslal, teda lahko daš noter video, ne? Teda si malo pogledajte. Nika, pridi, pesa. Pa malo. Grizno, ne, in to ne malo. Matica Rogla pa zanima, koliko si velik? Ajde, bluzi. Aha, veš kaj, Matic, to me dosti ljudi sprašuje na ulicah. Ker mislijo, da sem na kameri ful mali, pač nisem za neki ogromen fant, ne, merim 178 cm, tam mislim, da sem kar neki tu poprečje, ampak vsi pravite, da sem večji v živo. To da, zdaj veste, koliko sem veliki. Lauro Klenovšek pa te sprašuje, zakaj imaš tako frizuro? Čakaj, jaz to popravim. Je tako mogoče boljše, Lauro? Ne, tako frizuro imam zaradi tega, ker punce tako hudo palijo na to čupo, ne. Da sem ono, se mi sploh ne splača postrič, stari.
Žanko zdaj pa sprašuje, koga imaš raje, Oskarja ali Fridico? Glej zdaj, jaz imam oba dva ful rad, ne. Oskar je taki bolj poseben, če mene vprašaš, taki bolj bogi, res ne znamo pisati, ker je taki čuden karakter, cel čas zaspani, stalno bi nekaj spal, stalno se bi nekaj cartal, ne. On je taki bolj attacker, ne. Pa vidiš Fridico. Fridica se pa malo razlikuje od Oskara, ona pa še je večji cukrček, res še večji cukrček je, ampak mislim, da se Oskar raje carta z mano, ampak vseeno, Fridika je moja punca, ne, Fridiko imam res najraje, ampak pač ne pravim o moji Fridiki, ampak pravim o moji drugi punci. Glej, jaz o čem pravim, jaz opravim o teh torticah, ker to niso čokoladice. Zdaj vam jaz malo pokazal, o čem jaz govorim. Pred sabo imam 4 okuse tortic, lahko temu rečem. 4 okuse tortic, ker če rečem čokoladica, to je tako hudo poniževalno za to. Ne zdaj, imamo 4 okuse. Imamo Fridiko z okusom kremšnita z borovnico, to še nisem probal. Imamo Fridiko z okusom kuki, ruki, višnja in pomaranča, to sem že probal, to ta je dobra. Pa imamo Fridiko brownie z malino, nisem probal. In pa Fridiko cheesecake jagoda. Alo, to ne bullshitam, to je najboljša stvar, kaj boš dal v usta. Vse za fante, vem. Jaz bi rad na hitreco samo probal, ker še nisem vseh okusov probal. Jaz sem to videl pri Perotu Martiču, ker sem videl njegov stream, on je to stalno jedel. Pa gledam, če on to je, te že ni slabo, ne. In sem si šel nabaviti to. Prisežem, da ni bi bilo žal niti sekunde, katero sem vgriznil to, prisežem. Zdaj imam to odprt, da vidite, da ne bullshitam. Čakaj, zdaj imam tu neki nož za sabo, ker sem se skoraj piknil z njim. Imam nož, jaz bom prvo odprl Fridiko cheesecake, ker je moja najljubša. Alo, ne, res. Boš probal? Ne dobiš, sorry. Zdaj imam to lepo vrezal. Da boste videli, kaj je noter. Ok, to imamo zdaj, smo rekli, cheesecake pa jagodo. Dela pa teta Frida, to mislim, da že vsi poznamo, ampak alo, to že izgleda lepo, to mi je škoda jest, no. Ampak ti ne bo za probat pol. Naslednja 100% Fridika je brownie z malino. Sploh več nem noža opravo, sploh več nem fin. Devet od 10, ona je 10 od 10. Veš zakaj? Ker ona je tak top shit, da dol padeš, ne. 9 od 10, da znam to ti. Kar je super. Kuki, ruki, višnja in pomaranča. Čisto me zdaj zamamne, da te čokoladice, ker so cuker, stari cuker me čist, veš. Tota je še boljša od one prejšnje. Madonna je, pa veš kaj finta, da so vse tako hudo lepo sestavljene, to mi je že všeč. Ni nam več nekaj noč skupno metano. Sve ti jim postil, ne da vsega pojedo, ne? Še moram eno probat. Zadnji okus, Fridika, kremšnita z borovnico. Imate radi kremšnito? Ker če nimate radi kremšnito, ne vem, kaj sploh delate. Upam, da se vidi. Da vidimo, kaj so pa tu noter ustvarili, ne. Spet bela čokolada, ker prej me je bela čokolada presenetila, ne. Veš kaj je finta? Ko ta bela čokolada ima tak lepše se vgrizne, pa ne vem zakaj. Pa samo meni to zdi. Finta pa je v tem, da ja bi to nesel na rojstni dan, prisežem, namesto torte.
Ker ona torta je taka, veš, ona cela neki cuker, nenaravno neki gnili, tu imaš 100%, daš tam vsakemu en kos na mizo, ne si tam vzamejo, alo, celo eno toto čokoladico poješ, imaš dovolj za celi dan, prisežem. Res mislim. Boš probal? Drugače, še nekaj povem, ne, če nama ne verjamete, jaz sem dal še to mojemu sošolcu Etijanu za probat, prvič je probal, je tudi bil malo presenečen, prvo malo zmeden, ker ne vem, če se spoto zavedal, da je to čokoladica. On je zikaj mislil, da to ne vem kaj, ne, ampak on je to probal in je bil navdušen. Poglejte si. Dobro, jaz sem že probal čisto vse fridike. Etijan, ti si že da sploh probal fridiko? Ne. Nikoli? Nikoli. Niti ene? Niti ene. Ugani kaj? Danes boš probal moj najboljši okus fridike, cheesecake, jagoda. Nikoli še nisi probal. Nikoli. Ampak res, alo, povej po resnici, kako se ti zdi? Tako totalno resnico. Če trash je trash, odpri si jo in probaj. Si da jedel cheesecake? Tako, nasplošno? Sem jedel, ja. Samo to je čist nekaj drugega, to je tortica. Cheesecake pa jagoda, ne? Ja, daj, da vidimo. To pisek, ki smo pri kaminu. Le to. Le to, kaki pajs je naredil. Dobro. Dobro, ja, stari. Bela čokolada. Jagoda. Ful je dobro. To je jagoda, ne? To so mi ful To me, le to. To ne? To je tu gori. Čist na vrhu. To je jagoda, so mi svetovne, stari. Pa še to bolje, kam? Ja, ful. Ne, res je dobro, alo, čakaj malo. Ne, puno, dobro, res. To je tako čudno življenje, ko si menjavam, ampak glej. Pa noč so jagoda. Ne, meni je res svetovno, no. Čakaj malo. Niso not jagode, tu na vrhu. So. Ja, pa res. Madonna. Viš, da so. Ampak, lej, no ti je jagoda, se ne? Prosim, evo stari. Meni je ful dobro, no. To ni več čokoladica, to je tortica. Da, To je Frida, to je Fridika. Frida? Viš, ona je ljubosumna, ker smo drugo Fridiko prinesli v družino, ne? Saj ti še vedno najboljša za pojest. No, prav, za privke, najboljša je za pojest, ne. No, te Fridike pa delajo v čokoladni vasi, tu nekje poleg Maribora, čisto blizu. In veš kaj, tja si moral imeti enkrat pogledat. No, koliko sem nas po slikah gledal, ker še nisem bil tam, zgleda bolano in se bi splačalo za en vikend in tja pogledat, ne, pa da malo posnajemo. Če hočete, lajkajte, pa da mi ja vemo, če kaki smešen vlog posnajemo tam, ker mislim, da bo kar zanimivo. Da vam povem, če mi ne verjamete, da je to bolana, če nama ne verjamete, da je to bolana čokolada, ne, idite kupiti Fridiko, a pa probajte z nekimi prijatelji, prisežem, da vam ne bo žal, brez zabavencije, zdaj pa totalno res govorim. Pridi, Frida, pridi, sem bili. Ne bi je dal nikoli na svetu, razen za 5 Fridik. Tega okusa, ker to je moj najljubši okus. Drugi so bolani, ne, ampak to ti je moj najljubši. Mogoče bo kateri okus tebi boljši, ampak dvojim, ker to je bolan okus. to je res bolano, ne. Ok, lahko greš, nimamo te več ali zdaj imamo to radi. Fridiko. Frido smo zamenjali za Frido. Glejo. Ne, gremo nazaj k videu, ker zdaj pa je žalostno. Drugače, če vas zanima in bi radi probali te Fridike, jih lahko kupite na www.fridika.eu ali pa na nekaterih Petrolih in kmalu upam, da bo tudi v Interšparih. Glede, naslednje vprašanje ti je postavil Žiga Zakšek. Odkot ti tako dobre ideje za video? Žiga, hvala ti. Veš kaj, glede idej, ne, to je ful težko najti. Vi si ne predstavljate, mogoče eni si, ampak eni mislijo, zakaj ne objavljaš? Alo, prvo šola, drugo, ideje so ful veliki problem, prisežem. Tada, če imate kako idejo, prosim, napišite v komentar, lepo prosim in pomagajte. Drugače pa ideje malo fejkaš od drugih youtuberov, to nič ni narobe, če fejkaš od drugih youtuberov, vsi fejkajo od vsakega, doben ni nekaj izumil, veš kaj mislim. En si je enkrat nekaj zmislil, ne? En si je zmislil, ne vem, vloganje, naprimer, ne? Smo mi vsi fejkali za njim, kaj, smo to pol fejkeri ali kaj? Mislim, to je meni bedarija, ko rečejo, da se eni za drugim fejkamo, to ni res. Ideje pa res težko najti, tada mi prosim pomagajte. Jernej Stodec te je vprašal,
če si kdaj razmišljal, zakaj si tak včasih tečen? Veš kaj, to razmišljam čisto vsak dan, ne, ko se zbudim, alo, zakaj sem jaz tako tečen? Pa ko grem spat, preden grem spat vedno, zakaj sem bil danes tako tečen? Dobesedno, ful velike imam probleme s tem, res imam velike probleme s tem. Ne vem, kaj si sploh to hotel vprašati. Jaz pa res nisem tečen, jaz sem tako hudo pozitivna oseba. Lej, jaz vam tako povem, jaz sem tako hudo pozitivna oseba, da za sebe govorim, da sem najboljši. Te veš, kako hudo pozitivna oseba sem. Ful egoistično se čuje, ampak je res, tako da nisem niti malo tečen. Razen, če me razkuriš. Ne, guši. Naslednjo zelo zanimivo vprašanje, ki seveda mene zanima, pa je postavil si Drevenšek. Kako imaš dolgi penis? Glej, zelo zanimivo vprašanje, tam sem vam povedal, pa tebi seveda, ne. Dolgi je... No, naslednje vprašanje pa te vpraša ena punca po imenu Lara Majcen. Zakaj imaš tako velike uhe? Glej sliko. Toto vprašanje sem tudi jaz videl, ne, ki si mi že prej pokazal. In na tej sliki je mislila, ampak če pogledaš od blizu, dobesedno imam velike uhe, ne izgledam ko škrat, ampak ne vem zakaj, ker le drugače, nimam tako velikih ne. To so rač model uhe. Tako da hvala vseeno za kompliment. Pa dolge uhe, velike uhe imam zaradi tega, da te lažje slišim. Slog Pipi, ne, pa te je vprašal, ali si spolno usmerjen. Glej, seveda sem spolno usmerjen, ampak vprašanje je, v katero smer. Glej, 99% sem v levo smer. Kaj pa tisti 1%? Gej! Gej! Patrik Obrez pa te je vprašal, zakaj skozi nosiš Champion majice? Lepa si opazil, veš zakaj? Po resnici povedano zaradi tega, ker pač zgleda dobro, to je prvi razlog. Udobno se počutim, vem, toplo mi je zdaj, ko je mrzlo ven ko pes, pa glej, jaz sem noter to, kaj sem, ne, veš kaj mislim? Jaz sem Jackie na škatli, ne, jaz se počutim dobro v tem. Ne res, in pač zaradi tega imam gor. Ti si rekel majice, ne, ponavadi imam hudje gor, ampak imam tudi par majic od njih, pa bundo imam za od njih. Ker bunde imam kar kulske, veš, moš pogledati. Ampak ja, zaradi tega, ker pač sem to, kaj sem noter v njih, pač počutim se udobno noter. Pa še ena pomembna stvar, ki še mogoče vi ne veste, oziroma je ne veste. Bil sem v Ljubljani na fotoshootingu za Champion, ja, ravno Champion. In tako je to izgledalo. Malo smo se slikali, glej, jaz nisem neki model, to je problem, ne. Vse sem ful lepi pa to, ne. Samo nisem neki model, ne znam se nastavljati. In si imel tam malo frizurco, pa to pa pravljati, se malo lepo nasmejati, glej. Mi smo to lepo zrihtali, tako da bom kar seksi na plakatih. Najlepša hvala, Jack, da si prišel, da smo to posneli. Si užival? Počutil sem se, kot da tako res malo neprijetno je bilo, ker si ful vsilo v mene, to pa pravi, pa špuko si me celi čas, ni bilo najbolj prijetno, ampak glej, za tvoj kanal vse, ne. Drugače, če ste uživali, lajkajte ta video. Tukaj se načite na moj YouTube kanal. Alo, zaključi video, stari, zaključi video, res mislim. Moj drugi YouTube kanal, Jack on the Gamebox, idite na moj Instagram in Facebook profil. Hvala, Jack, še enkrat, pa se vidimo naslednjič. Kaj je? Šupak.